Kot veste, bi Državni zbor moral danes obravnavati poročilo Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb. Gre za poročilo za leto 2008. V letu 2008 je komisijo vodil dr. Pavle Gantar, sedanji predsednik Državnega zbora, sam sem vodenje prevzel konec leta 2008. Po predstavitvi stališč poslanskih skupin je bila na predlog LDS-a ta točka in obravnava prekinjena in predstavljena na naslednjo sejo. Za razliko od praks v preteklih letih se je komisija v tem mandatu odločila, da bo svoje delovanje v čim večji meri, kolikor bo to mogoče, glede na naravo dela, ki ga opravlja, odprla javnosti. V preteklih letih smo bili namreč vse prevečkrat priča temu, da je skrivanje za zaupnimi podatki, za zaprtimi sejami, služilo bolj diskreditaciji političnih nasprotnikov, kot pa dejanskemu varovanju zaupnosti. To lahko postane tudi nevarna praksa, kar se je že pokazalo, vkolikor demokratični standardi v družbi niso uveljavljeni v polni meri. Nekatera ravnanja aktualne oblasti zoper posameznike, predvsem politične nasprotnike, ki so bili obtoženi izdaje zaupnih podatkov in nekatere preiskave v tej smeri, ko šlo za podatke, ki z zaupnostjo nimajo nobene zveze, kažejo na to, da se bi bilo dobro na take standarde počasi privajati. In to je bil tudi razlog, da smo se na komisiji odločili, da bomo javnosti odprli vse tisto, kar ni varovano kot zaupno. In iz tega razloga smo tudi v poročilu za leto 2008 kot javen označili zaključni del poročila, torej ugotovitve, stališča in sklepe, ki so bili tudi objavljeni v poročevalcu Državnega zbora 20. novembra lani. No in po mojem mnenju od tu izvirajo proceduralni zapleti glede obravnave tega poročila. Najprej so se ti proceduralni zapleti zgodili na kolegiju predsednika Državnega zbora. Kljub temu, da moram povedati, da te obstoječe prakse, ki jo je vpeljal prav on v poročilu za leto 2007, mi v tem mandatu nismo spreminjali. Ugotovitve smo v formalnem smislu oblikovali podobno, kot je bilo to storjeno v poročilu komisije za leto 2007, ki jo je vodil dr. Pavle Gantar. So pa seveda zaključki tokrat prvič javni in to je za nekatere očitno problem, preko katerega ne morejo. Danes je namreč bila predvidena obravnava te točke v dveh delih. Poročilo naj bi obravnavali na zaprtem delu seje, ugotovitve stališča na javnem delu. Na predlog LDS-a se je Državni zbor poslužil proceduralnih aprobacij in izglasoval preložitev te točke, dokler ne dobi mnenja vlade. Za kar seveda ni bilo nobene potrebe. Vlada bi se do te tematike lahko opredelila, ker je bilo za to dovolj časa. Mnenje vlade v čem? Mnenje vlade. Poslovnik govori o mnenju vlade. Vlada je z oblikovanjem mnenja imela dovolj časa, pa tega ni storila. Konec koncev gre za poročilo za leto 2008, s katerim sedanja vlada nima ničesar. Tudi v preteklosti se vlada ni izražala mnenj glede poročil komisij v preteklih mandatih. Formalno tudi za kaj takega ni nobene utemeljitve. Je pa seveda mogoče tako okoliščino proceduralno izkoristiti, vkolikor nekaterim ni v interesu, da bi se ugotovitve, ki so že dolgoležane in stare, obravnavale na javni seji in so tudi že bile v javnosti obravnavane, večkrat tudi v povezavi z poročilom o reviziji Sove, ki ga je opravilo Računsko sodišče. Moram reči, da tudi vladajoča koalicija sama s seboj v nasprotju se je do danes ves čas trdila, da Državni zbor v poročilo komisije nima pravice posegati, kaj šele vlada, zdaj smo priča pa neki drugi situaciji. Kakorkoli že,
Gotovo je eden izmed pomembnih razlogov, zakaj je prišlo do te prekinitve. Ena izmed ugotovitev, ki je javno objavljena v poročevalcu Državnega zbora od 20. novembra dalje, podlaga zanjo pa so predvsem ugotovitve Računskega sodišča, ki je opravilo revizijo v Sovi v preteklosti, iz katere izhaja, da poteka več postopkov glede zavarovanja finančnih sredstev v podjetje Veps, kar vse kaže na to, da je posamezna ozka skupina znotraj Sove vzpostavila vzporeden sistem delovanja mimo veljavnih pravil in predpisov, ki je svoj vrhunec doživel v obdobju bivšega direktorja dr. Iztoka Podbregarja, kjer je Sova v enem delu delovala kot politična policija, nezakonito posredovanje tajnih informacij, nezakonita izplačila, tajno sledenje komunikacij mimo zakona. To so vse ugotovitve, ki stojijo in ki so bile ugotovljene tudi se strani drugih institucij in očitno to nekatere v vladajoči koaliciji zelo boli. Treba se vprašati, kaj pa je nepooblaščeno prisluškovanje slovenskemu državljanu se strani tajne službe, liderjev opozicije in prenašanje teh informacij predsedniku vlade, strankarskemu kolegu drugega kot dejavnost politične policije. In kaj je potvarjanje teh informacij in zloraba v javnosti, kar je kasneje storil gospod Rop. To je točno to. In to so dejanja, zaradi katerih je Računsko sodišče tudi Sovi izreklo negativno mnenje. V enem delu je bila zadeva tako daleč, da nekaterih stvari niti ni bilo mogoče revidirati. Govorimo o tako imenovanem črnem fondu, ki ne bi smel obstajati, pa je obstajal. Evidentirana so izplačila, ne ve se za kak namen. Tako da tu so vse aktivnosti, ki govorijo o nekih drugih razmerah in o delovanju službe mimo tistega, za kar je bila ustanovljena, in treba je pač reči Bogu Bog. Tako je bilo in naša naloga je, da storimo vse, da se to več ne bo zgodilo. Trenutno je to naša naloga, ko bomo mi na vladi in bo nekdo drugi v opoziciji, bo pa stvar tistega, ki bo vlado nadziral.